glavno vprašanje v tej situaciji v Sloveniji seveda oživiti gospodarstvo, narediti Slovenijo ponovno konkurenčno, da bo lahko samozavestno stopila pred svoje ljudi in seveda tudi v gospodarsko okolje sveta. Kot je rečeno, naša prva naloga je gotovo ustvariti nova delovna mesta. Delovna mesta, ki je produktivna in ki je imela nadpovprečno dodano vrednost. To je potrebno zaradi ekonomskih, socialnih in psihološkega zdravja družbe in posameznikov. Toda kako priti do delovnih mest? Mislimo, da moramo ustvariti, vsi govorimo o tem, pogoje, da bojo ljudje pripravljeni investirati, da dobimo kapital, znanje in seveda ustrezno podjetniško in administrativno okolje ter klimo, da se lahko to uresniči. Zlasti želimo usmeriti državne in privatne naložbe v prometno in energetsko infrastrukturo. Tako izgradnja Luke Koper, kot izgradnja drugega tira, tretja razvojna os, posodobitev železnic. Na energetskem področju pa seveda vlaganja v obnovljive vire energije, tako kot je veriga savskih elektrarn, sončna energija, termalna energija, biomasa in seveda v energetsko sanacijo javnih in zasebnih zgradb ter v okoljsko področje. V tej zvezi ste lahko prebrali našo izjavo, da nasprotujemo netransparentni, neekonomski in ekološko sporni naložbi v T6. Za ta sredstva bi lahko dobili 10-krat toliko delovnih mest, če bi jih usmerili v nova podjetja. In seveda ta investicija bo dolgoročno problematična, vodena je bila, kot vemo, netransparentno in seveda dolgoročno ne bo prinašala koristi slovenskemu gospodarstvu. Predlagamo tudi, da se na področju infrastrukture na državni ravni ustanovi ena enotna organizacija, agencija za infrastrukturne naložbe, ki bi združevala na primer DARS, investicije v železniško infrastrukturo in tako naprej. Menimo, da bi tako lahko učinkoviteje vodili investicije. Če pa hočemo imeti delovna mesta, seveda moramo zagotoviti tudi kapital, tako domač kot tudi iz tujine. Država naj izstopi iz pretežnega dela svojih naložb, s katerimi vidimo, kako neučinkovito gospodari. Teh naložb ima cirka 8 milijard evrov in prinašajo manj kot odstotek donosa. Z izstopom bi dobila kapital za svoje naložbe v tiste infrastrukturne podjetje, kjer ne bi bilo interesa privatnega kapitala. Želimo pa tudi, da se povezujete seveda tako državni kot privatni kapital v teh različnih partnerstvih za naložbe. Seveda, da pa bo lahko država imela kapital, ne pa da bo se zadolževala, pa moramo racionalizirati vso javno porabo, da bo na nivoju tega, kar ta hip gospodarstvo prenese. Preveriti moramo tudi vse socialne transferje, ali so še smotrni, učinkoviti in pravični. Lahko pogledamo ta hip stanje, da imamo približno 110 tisoč nezaposlenih, začetka leta pa smo imeli izdanih kar 74 tisoč delovnih dovoljenj. To pomeni, doma imamo nezaposlene ljudi, istočasno pa velik delež, 3/4 skoraj tega, zaposlujemo ljudi iz tujine. Da pa bomo ustvarili klimo in možnosti za investiranje, delovanje, podjetniško miselnost, moramo pa zagotoviti, kot je bilo že rečeno, delovanje pravne države, njenih nadzorstvenih institucij, učinkovito zaščititi upnike, kaznovati zlorabe in s tem dati podjetnikom signal, da so delo, ustvarjalnost zaželeni in nagrajeni, da je dobro, če so ljudje bogati in če to dosežejo seveda po zakoniti poti.
Tako. In tudi seveda, da je poslovanje pravično in etično. Zlasti tega nam manjka, etičnosti v poslovanju, in mislim, da je tudi naloga Nove Slovenije, da izhajajoč iz svojih vrednot v gospodarstvo in sploh v prostor naše države v nas nese nova ali stara etična merila. Zavedati se moramo, da lahko samo mi v največji meri spremenimo razmere. Nihče nam ne more pomagati, če se ne bomo sami. Zato moramo zgraditi tudi medsebojno zaupanje in najprej to pričakujemo državnih oblasti, da bodo izvrševale svoje delo v korist in olajšanje življenja, tako gospodarstva kot posameznikov. Odpreti resen, odgovoren socialni dialog med vsemi relevantnimi družbenimi skupinami, samo s celovitim spoznanjem, odgovornostjo, skupnim delovanjem lahko spremenimo razmere in postanemo zopet konkurenčni, ekonomsko in družbeno stabilni. Mislimo, da so tudi to pogoji. Ne samo naložbe, ne samo investicije, izobraževanje, spodbujanje, ampak tudi ustvariti v celi družbi zaupanje med vsemi družbenimi skupinami, da lahko skupaj spremenimo razmere, da lahko skupaj začnemo bolje sodelovati in delovati in da lahko tudi rezultate, ki bojo, pravično delimo med vse deležnike, ki bi participirali pri tem delu. Seveda zaščititi moramo pa tiste, ki tega ne zmorejo, to se pravi stari, mladi in tako drugače prizadeti. Kot je rečeno, želimo vrniti konkurenčnost Sloveniji. Bili smo na 30. mestu na nivoju konkurenčnosti med vsemi državami. Danes smo na 58. mestu. In zdi se nam, da je to nekako, bi rekel, krivično, tega ne zaslužimo. In z novimi razmerami, z novim delovanjem, z novimi spodbudami in z novim sodelovanjem smo sposobni stopiti spet na oder in na mesto, kamor si naše gospodarstvo in naša družba in naš narod zasluži.